Pozdravljeni. Zopet je na vrsti naš običajni komentar novic, kjer si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat v 14. letošnjem komentarju novic se bomo ustavili pri 4 različnih sklopih. Pozornost bomo dali tistim novicam, ki niso dobile dovolj pozornosti v medijih, ki objavljajo o Formuli 1 ali pa rabijo dodatni komentar. In seveda bližnjice do originalov citiranih člankov so kot ponavadi v samem opisu. Mi se bomo pa takoj lotili naše prve današnje teme, ki bo zanimala marsikoga izmed vas. Kot poroča spletni portal RaceFans, 26. marca so se pri ekipi Aston Martin odločili, da se ne bodo pritožili na odločitev komisarjev Velike nagrade Avstralije. Kot vam je dobro znano, Fernando Alonso je po sami veliki nagradi dobil pribitek 20 sekund. In zakaj si je prislužil to kazen, sem podrobno razložil v prav posebnem prispevku. In bližnjica je seveda tam zgoraj, ukolikor vas zanima oziroma niste še videli. A po drugi strani to priznanje nam odpre drugačen pogled na celotno zadevo. V svetu Formule 1, ukolikor se želiš pritožiti na neko odločitev, ki je lahko sporna ali pa tudi ne, moraš predstaviti nova dejstva. Nova dejstva, ki bi lahko pripeljala do nasprotne odločitve. A tokrat pri Aston Martinu zatrjujejo, da nekih novih dejstev, novih dokazov ni. In to pomeni, da pravzaprav, kar so odločili komisarji, je dobesedno pravilno, čeprav pri Aston Martinu še zmeraj branijo Alonsa in njegovo početje. Seveda, telemetrija v tem primeru ni lagala in pri Aston Martinu niso imeli na primer podatkov o kakšni čudežni okvari samega zavornega sistema, ki naj bi Alonsa prisilila v takšno dejanje, kot smo ga videli v zadnjih krogih same Velike nagrade Avstralije. Torej, dokaz, da pravzaprav komisarji, čeprav so se odločili za mnoge sporno, so na koncu potegnili pravo izbiro. Seveda, marsikomu to ne bo všeč, ampak tudi pri Aston Martinu so priznali implicitno, da so komisarji konec koncev imeli prav. A pojdimo k našem drugem današnjem sklopu. Ko sem prebiral spletni portal GPblog 26. marca, sem debelo pogledal, ko sem zasledil članek o tem, kdo je po Ricciardovo kriv za slabše rezultate v samem začetku sezone. Namreč, avstralski voznik kaže s prstom na vse preostale, razen nase ne. Njegove izjave so marsikdaj za nas navdušence tudi malce čudne, namreč govori o tem, da letošnji bolid ekipe Racing Bulls je v bistvu po značilnostih enak tistemu, kar smo lani videli pri Alfa Tauriju. Čeprav smo na primer na predstavitvi videli, da prednja prema je v bistvu tista, ki je bila na Red Bullu RB19 in že tu je bila kardinalna razlika. A Avstralec vztraja pri svojem, nekako naganja inženirje in mehanike, da se ukvarjajo z bolidom in trdi, da Yuki Tsunoda se pač bolje znajde v takšnem bolidu.
Da se bolje znajdeš, no, da je bilo jasno tudi nam, namreč Juki, ne samo, da je prišel v Q3, v trenutku, ko je Ricciardo izpadel v Q1, dosega tudi dokaj redno točke. In tu menim sam osebno, da ni toliko krivda na strani bolida, kot na strani samega voznika, ki se enostavno ne zna prilagoditi. Ampak zato kriviti druge je po mojem osebnem videnju nekaj, kar od nekoga s takimi izkušnjami in takšno prisotnostjo v Formuli 1 nihče izmed nas ne bi pričakoval. Vidi se, kot da Ricciardo dobesedno teče voda v grlo. A pojdimo k našem tretjem današnjem sklopu. Na italijanski verziji spletnega portala motosport.com smo lahko 27. marca zasledili članek, ki je v bistvu, vsaj po mojem videnju, izjemno konfuzen. Namreč avtor trdi, da letošnji Mercedes 2.15 je v resnici slabši od tistih zgrešenih 2.14 ter 2.13, ki smo jih spremljali v zadnjih dveh prvenstvih. In to na podlagi rezultatov samo 3 velikih nagrad. Bistvo članka je nekje drugje, namreč poudarja se eksplicitno, da zgrešeni bolidi, ki jih je zarisal sam Elliot, so bili v bistvu boljši od tistega, kar je napravil povratnik James Allison. In tu je znova treba poudariti, da po 3 velikih nagradah je po mojem osebnem videnju malce prezgodaj za kakršno koli sodbo. Res, v sezoni 2024 na prvih 3 dirkah so pri Mercedesu skupaj dosegli 26 točk, lani 56 točk, predlani 65 točk. A verjetno italijanski avtor ima nekaj z bregom. Namreč Simone Resta odhaja prav v tovarniško ekipo Mercedesa in treba jo je spraviti malce v kot, kajti Resta zapušča tisto družino skuderije Ferrari, kjer roko na srce ni bil priljubljen in ni bil zaželen. Ampak dejstvo, da letos niso dosegli toliko točk kot lani in predlanskem, še ne pove nič. Namreč mnogi tako imenovani poznavalci so Mercedesa 2.14 in 2.13 imenovali kot zgrešena. Zanimivo je, da v sezoni 2023 na konstruktorski lestvici je prav ta zgrešeni 2.14 zasedel drugo mesto. In če je bilo to zgrešeno, kaj so bili šele vsi ostali? A vrnimo se k sami lestvici, zakaj pri Mercedesu so dosegli tako malo točk. Seveda, odstopi so tu nekako samo posebno umevni, da so poskrbeli za nižjo bero točk. Po drugi strani smo lahko videli, da na prvih 3 velikih nagradah smo videli 3 dvojne zmage. Torej, točk na razpolago za Mercedes v resnici je bilo bistveno manj. A ker gre po mojem mnenju za ustvarjanje nekega negativnega mnenja o tovarniški ekipi Mercedes, se mi je zdelo zanimivo nekaj drugega. V celotnem članku nikjer ni bilo omenjeno neko dejstvo, kajti če gledamo rezultate prvih 3 dirk v smislu konstruktorjev, ne moremo mimo tega, da Lewis Hamilton prav na istih 3 velikih nagradah je izbral skupaj točko manj kot Lance Stroll. In sedaj, ali je Lance Stroll kar naenkrat postal voznik na nivoju Lewisa Hamiltona, ali pa ne bom končal stavka. Dejstvo pa je, da v italijanskih medijih nihče ne bo blatil bodočega voznika skuderije Ferrari. Ampak to je bolj propaganda kot pa neko strokovno mnenje. Se ne zdi tako tudi vam?
Za konec pa še članek, ki je bil objavljen na angleški verziji spletnega portala motorsport.com 26. marca. Namreč v tem sestavku si govori o možnosti, da bo Carlos Sainz mlajši prestopil v Red Bull. In seveda sam Carlos Sainz mlajši je mnogokrat povedal, da za prihajajočo sezono 2025 nima pogodbe in da je v bistvu brezposeln. In tu velja poudariti nekaj, da v svetu Formule 1 vsi govorijo z vsemi. Tudi pri ekipi Williams so verjetno menedžmentu Carlosa Sainza mlajšega poslali neko ponudbo, ki zagotovo ne bo tista prava, ampak vseeno vredno je poizkusiti. A zanimivo je, da pravzaprav se nihče ni vprašal obratnega vprašanja. Verjetno si Sainza v Red Bullu želijo, ampak si Sainz želi Red Bull. To je bistveno vprašanje. Namreč tam bi pokrival vlogo drugega voznika. Z Maxom Verstappenom sta že bila moštvena kolega in dvomim, da je nastala neka simpatija tudi na primer s Helmutom Markom, ki ga je pustil dobesedno ždeti v skuderiji Toro Rosso in ga je uporabljal kot menjalno sredstvo z tovarniško ekipo Renault. In sam menim, da je bolje biti prvi voznik v malce slabši ekipi kot drugi voznik v nekoliko boljši. Zato sam vidim prihodnost Carlosa Sainza mlajšega, naprimer v ekipi kot je današnji Sauber in bodoči Audi, kjer bi lahko imel zagotovljeno to vlogo. A gre kot običajno za moje videnje, moje mnenje. Zanimivo pa je, kako nekateri avtorji določena pomembna vprašanja vidijo samo enostransko. Tudi danes smo prišli do konca našega običajnega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.